Živijo, zdravo, en lep pozdrav v oktobru, v rdečem oktobru. V oktobru, ki naj bi prinesel tako na materialnem kot na duhovnem nivoju kar nekaj vidnega. Pravzaprav vsej vidnih je že mnogo stvari, ampak tako nestrpno čakamo vsi skupaj, da pride do enega mega dogodka, ki bi razkril, da smo končno osvobojeni za zares in da to vidimo in čutimo tudi direkt v ksiht ali pa v televizija, da enkrat pove, no, Madonca, da je popušila, ali kaj. Zdaj, saj smo rekli, nič kaj dosti ne smemo na te stvari dajati, če pa smo pa lahko pa razočarani, ne? Valjda, mi se moramo fokusirati na to, kaj imamo mi noter za obdelati, kam moramo postremeti in kaj moramo uskladiti in umiriti. Vsekakor je vedeti precej pomemben faktor, torej biti informiran, torej v kontekstu vse, kar smo se naučili, ne drži, vse to je treba dati stran, ampak spoznati, kaj pa v bistvu je možna resnica, predvsem pa zakaj so nas o nekih stvareh učili narobe. Ne? Recimo pa bom spet prišel nazaj do naše okrogle zemlje. A veste, nam so rekli, da je to tako in to smo kupili. Nam so rekli, otroke je treba takoj po rojstvu cepiti in so jih in tako smo to sprejeli. Zdaj korona nam je dokazala, da so se nam lagali o cepivih, o boleznih, o virusih in lagali so se nam tudi o zemlji. Zakaj so se nam lagali o cepivih, da so varna? Ker so nas želeli pobiti. Ne? Zakaj so se nam lagali o vsem, o zgodovini recimo? Zakaj? Zaradi tega, da ne bi mi spoznali, kdo smo. Zakaj bi se nam pa lagali, da je okrogla, če je ravna, oziroma zakaj bi kontra govorili? Pa zaradi tega, da mi ne bi spoznali, kje živimo. Če so rekli, mi smo kugla, z nje gremo lahko mi z raketo, vi pa pač ne morete, je za nas raziskovalce stvar zaključena in pač ne rinemo na Antarktiko, čeprav od 60. usporednika ali pa v dnevnika ali kaj že, mi naprej ne smemo sami potovati. Ampak zakaj ne smemo, zakaj so nas nategnili? Zaradi tega, da mi ne bi izvedeli, kje v resnici živimo in kdo pravzaprav smo. Ja, in mi probamo, skozi moj gobec nekako probam razjasniti sebi in še komu, kdo pa za zares smo. Ne? Mi pa smo že prišli do točke, da mi smo strašno miroljubna bitja in želimo imeti mir. In mir je vse tisto, kar so nam ves čas oni, bom rekel, zavestno in načrtno probali motati, delati, ustvarjati, ne mir. Zdaj, mir, ljubezen, ja, to je lepo, vendar znotraj nas se je moral in se moral vzpostaviti bojevniški duh, tisti del, ko se lahko zavedamo, kako zelo smo močni in kako smo nepremagljivi, kadar sebe distanciramo iz tega kaotično-matričnega segmenta, kamor so nas pahnili, da se od tam distanciramo v svoj mir in užgemo to bombo v nas. Ni bomba, ker ni destruktivna, je atomska energija in je neuničljiva. To pa je. Zdaj, tudi to je ena debata, smo atomska ali smo sončna energija, vsekakor v nas je energija. In ker mnoge stvari delujejo na način skozi predstave, torej kar si predstavljamo v glavi, se lahko tudi ne lahko se materializira, Dio mio. Je ena taka dobra vaja predstave, da si predstavljamo, da vdahnemo zlato kroglo in ta zlata krogla se širi v vsako našo celico. Ta zlata krogla je neskončna energija, ki pravzaprav ne verjamem, da je v nas shranjena, ampak se skozi nas pretaka. Zagotovo pa je v nas noter bomo rekli, detonator, pa sprožilec, ki
dovoljuje, ali se ta energija koristi v pozitivo, v kreacijo, ali se usmerja v tisti del, ki pa je nam samodestruktiven, torej strah, mržnja, bes, sovraštvo, sem že rekel. Torej te negativne emocije pa začnejo nas same znotraj nas razžirati, zaradi tega mi moramo delovati čim bolj pozitivno in čim bolj optimistično. Zdaj verjamem, da ste vsi zbombardirani s tem, da ste blesavi, da ste neumni, ker tako razmišljate, da nimate pojma in tako. Da se vam prikradejo dvomi, a ne? Nekaj se bo zgodilo, saj Rdeči oktober je bil že 3-krat napovedan, pa se ni nič zgodilo, a ne? Tudi tokrat se ne bo. Dragi moji, želim, da ne padate na negativo drugih. Veste, jaz vedno od sebe dajem pozitivo in ko se pojavi nekdo, ki je kontra meni, pa je negativen, moram odbiti svojo negativo in še njegovo. In zdaj meni se nabere kar nekaj materijala in kar nekaj vsebin in kar nekaj ljudi, ki so nejeverni, ki ne zaupajo in pa nič ni, pa nič ne bo. Seveda, ker so fokusirani na ta materialni vidni del tle, znotraj okvira, nek datum, nekaj. Notar je bistvo, ki ga moramo premikati, a ne? Kako se razpištoli ta muzika. Namenoma sem vam dal to epsko, da vas razpištoli noter, zaradi tega, ker sem rekel, da bom današnjo temo nekako probal nasloviti v mir, ljubezen in pa moč. Ne? Zdaj, čemu moč, če pa imaš mir pa ljubezen? Ne? Vse imamo v sebi in to moč moramo užgati in jo dati v pravo smer. Do zdaj smo jo devali matrici, smo delali za denar, služili smo vladarjem, kakor so rekli, tako smo naredili, plačevali smo vse, kar so nam rekli, zdaj pa počasi ugotavljamo, da v bistvu tole pa nešto ne velja, da ne smemo kaj, ampak da moramo v sebe. Ne? Ker oni tam so neka peščica moronov, ki si izmišljuje stvari zato, da bodo polnili sebe z močjo in denarjem. Obljube, realnost je pa preko ustave. Vendar jaz bi rad, da nekako vas pripeljem ali pa vam dam eno smernico. Jaz znotraj sebe sem se razpištolil, to sem vam povedal večkrat. Jaz sem se razjezil na ta svet do konca, ko sem spoznal, kako močno zelo me je nategnil, kako zelo močno nas črpa, kako močno zelo nas vara, nateguje in zateguje in nas drka direkt v možgan. In v srce in v čustvo. Ne? Ob tem se nam posmehuje, nas ponižuje in jaz ne vem kaj še vse. Skratka, peščica idiotov, ne? Skratka, jaz sem se razpištolil. Jaz zaznavam pri nekaterih ljudeh, da jim ta pristop tudi pomaga. Ker so zmeraj rekli, ne se jeziti, stari glih ke moraš, če so rekli, ne moraš glih ke. Jaz vas, zdaj ne me narobe razumeti, ne želim, da mi širimo negativo, jezo in sovraštvo. Vendar pomembno pa je spoznanje, da smo bili vsi kolektivno nategnjeni in da v bistvu je treba tem stvarem narediti konec. Ampak ne da se, grdo so nas nategnili, vse bo dobro, če nič ne naredimo. A veš, boste spet rekli, Turšice, kaj pa ti narediš? Moralno, etično sebe gradim, pa še vam probam pomagati, da stoično drža, ne bodo nas. Ne, noč bad, zdaj se stvari odkrivajo, neke stvari se morajo zgoditi strani vojske, neke stvari se morajo zgoditi strani belih klobukov. No vem, za pomislek, federalne rezerve so vse zavite v neko belo folijo, ograje so, pa vojska varuje. Federalne rezerve. A mislite, da je kar džabe to? A mislite, da je to zaradi kakšne predstave? A mislite zato, da globoka država je to naredila, ker pleskajo, ali kaj? Valjda, da ne. Vojska ima verjetno federalne rezerve, je prevzela vojska in ta matrica je strašno velika. Zaradi tega stvari trajajo, kolikor časa pač trajajo in le naj trajajo
Kolikor je pač potrebno za to, da se očistijo na generalnem nivoju, na nivoju globoke države in kompletnega satanističnega ustroja. Jaz si ne znam predstavljati, kako bo izgledalo, ko bo religija odprla svojo gnilost. Kaj se bo ljudem zgodilo, ko religiji in cerkvi tako vztrajno sledijo? Mislim, sej zapisi vse štima, ampak ko bo religija razpadla, dragi moji, ko se bo izkazalo, da to ni to, oj, pa jaz nočem z besedami čisto vsega povedati, marsikaj vem, razumem, marsičesat, pa tudi besede ne znam dati, ampak jaz si predstavljam eno veliko štalo, tako da veste. Ampak štalo, spoznanje ljudem, ki do zdaj niso se nič informirali, ne bo dobro, pa mi jim želimo pomagati, pa nam pravijo, da smo butasti, mislim, vse je res paradoks na celi fronti, Torej, jeza in sovraštvo ne. Noter se pa razpištoliti ob spoznanju, da plačujemo mi preko davkov javne uslužbence. Javni uslužbenci, pa imam zdaj v mislih, ker je aktualen ta primer Saše Petek pa Piliča, ta scena, da so sodniki, politiki in policisti, vsi dali za prisege, tudi vojska, dali za prisege, da bodo delovali v dobrobit. Javni uslužbenci nasploh morajo delati v dobrobit državljanov, mar ne? Državljani smo predali enkrat oblast nekomu, vendar smo vmes postavili našo ustavo. In smo napisali, lahko vi vladate, če upoštevate ta. Saši Petek dam prav, ker pravi ustavo moramo poznati. Ja. In kot kaže, je res napaka, da jo nismo, Dobro, tukaj smo, bomo pa zdaj. Čeprav mogoče za ustavo še niti ni več potrebno, zato ker smo itak na koncu časa, kjer sej bomo šli v ustavno čez, ampak pustimo stati. Skratka, vsi ti uslužbenci bi morali delovati, po navodilih, vendar, če so navodila neustavna, jih morajo zavrniti in na to opozoriti. Pa koliko javnih uslužbencev iz javnega sektorja je reklo, meni nadrejeni daje naloge, ki se ne sklapajo z ustavo. Tole ni pravično. Povejte mi, koliko primerov imamo. Ja, mislim, da približno isto razmišljamo. Ne bom rekel nič, ne vem, ampak bore malo. A se je pojavil en samcat sodnik, en samcat pravnik, ki bi izpeljal stvari čist ustavno lahko do konca. Ni ga. Zakaj pa imamo pol mi te poklice, če nimamo si z njimi kaj pomagati? Mi lahko odstavimo vse, ker so se izkazali, da delajo proti nam. In to je tisti del jeze, ki se more v vas prebuditi in reči, pa pizda jim je materna, pa to je overload, pa to je vse proti nam. Ta del spoznanja, da so delovali proti nam. Zdaj očitno je premalo, če milijonkrat ponovim, da je šlo za genocid, da so proti nam, da je satanizem, da to ni tam peščica nekoga, ampak da so to ljudje tle med nami, živijo pod vami, nad vami, levo in desno, če ste v mestih, A veš to, sem v blokih, to je sik bolano in zavedite se, da je ta ustroj tako velikanski, da res ne more čez noč past in tudi ne more past na način, kot bi si ga mogoče lahko predstavljali kot neke vrste vojskovanje. Vojskovanje današnjega časa je informiranost in zato vas vzpodbujam, bodite razgledani, dajte opazovati stvari. Pravzaprav večino vsega, kar rabite, je že v vas in v nas, ampak vsekakor se mora vsak znotraj sebe zavedati, da je močan, da ta moč je neskončna in da se ona more prebuditi in to je namen prebujanja, eden izmed. Prebujanje naše lastne moči in spoznanja, kdo zares smo in kdo pravzaprav zares so oni.
ker izdajali so se, da so pa tako kot mi ljudje. Pa niso, a ne? No in, če smo se pogovarjali, da oni pač delujejo čist brez vesti, se mi vprašamo, kako pa lahko človek nima vesti. Vsaka duša ima svojo vest. Moralno-etični kompas in čista vest sta izhodišče, če me nekdo kaj vpraša, mar ne? Ampak očitno ne, zaradi tega, ker vesti nekateri nimajo. Torej, če nimajo vesti, nimajo duše. Kako pa duša gre ven? Zdaj, meni je to taka uganka, kako zdaj dušo spraviš iz človeka? Ja, travma v otroštvu je za začetek, a jo lahko vzameš ven za zmeraj ali ostane zametek duše, pa se jo da prebuditi ali ne. To je meni tudi zdaj neka večna uganka. Sicer nekih dobrih odgovorov v to smer še nisem našel, upam, da se zgodi prav, no, da se kdo prebudi. Skratka, kasneje v življenju, če niste bili v otroštvu traumatizirani, pa so nam dušo kradli oziroma vnjemali oziroma uničevali na tak način, da so nam drenirali energijo. In zanimivo je, drenirali, cuzali, vlekli, kradli energijo. Na tak način smo mi bili vse bolj in bolj utrujeni, vse bolj in bolj izčrpani, izmozgani in če dalje manj ljudem podobni. Duša je trpela, eto ga. No, ampak z dreniranjem energije, s cuzanjem energije, to so počeli na 1001 način. In zdaj recimo en znak, da v bistvu vam je energija še vedno pita, je to, da v vseh stvareh vidite negativni izhod. Pokontemplirajmo skupaj. Če vi vidite svet pesimistično, da to se pa ne bo zgodilo, to pa kar ne verjamem, to ne bo nič dobrega, to pa ne. Če vidite svet tako, da vsaka stvar bo imela negativen izid, potem vam je energija nekje še pita. Vi morate sami pogruntati, komu dovolite, da vam znižuje vibracijo, da vam znižuje, bom rekel, ta vibe, hype, ta, bom rekel, življenjski entuziazem, pozitivizem, mir in sproščenost, zabavo in užitek življenja. Kdo preprečuje to? Ne? To morate pa vi sami nagruntati. Ne? Jaz osebno sem te stvari, tisti dan, ko sem se neskončno razbesnel, sem zaprl večji del teh lukenj, kjer je meni energija bila cuzana in pita, če smo si jo predstavljati skozi luknje, da pušča. Lahko so pa to nitke, žičke, recimo, ki so preklopljeni na nas. Sem potrgal vse te žice, gotovo, dosti je. Želim vam, da se tudi vi sami zavedate, kdo so tisti, ki črpajo. In dostikrat je pač tako, da so sovražniki bili zelo, zelo blizu, izdajalci celo najbližje. Malo v tej smeri kontemplirajte, ne morete čez mislim, veš, kaj so rekli, Putin pa Trump, to nas ne bodo nič rešili. Bojo en del, ima drugi del rešitve sebe, more rešiti vsak sam, ne more Trump, ne Putin priti do vas pa reči, tebe pa sosedava Pepca cuza. A veš ti to? A ti veš, da te Pepca igradijo v Boga žrtvu, čeprav ima 1001 izgovor, da si vaš čas tam in da ona ti razlaga o problemih, ti pa poslušaš. Halo, ona cuza energijo, si dojel ali ne še? A ja, ne še, no pa še nos. Ne? Mi smo tisti, ki v bistvu dajemo energijo, mi moramo samo ne reči, to je vse, kar je pomembno, ampak moramo pa tudi pogruntati, kdo je tisti, ki cuza. Sej ste že pogruntali, ne? Da v lastnem kraju je bolj malo takih, ki v bistvu dodevajo energijo, ne? Ki pustijo, da nam energija z njimi lepše teče. Mnogo jih je takih, ki v bistvu je večji del, ki želijo popiti. Ne? Jaz bi želel vsem vse dobro, tako kot sem rekel, vsem lahko energije damo, ker jo imamo to kapaciteto, dušo še imamo in tudi pretakamo skozi njo. Ni problema, ampak kraje pa ne smemo dovoliti,
ker kraja nas deva ven iz balansa, torej miru, bom rekel harmonije naše notranje, a ne? Kako jaz neham govoriti, takrat, ko tudi muska utihne, a? Ja, tišina, sound of silence, zvok tišine. Kaj sem jaz danes prebral, dragi moji? Pogovarjali smo se o filmu Zvok svobode, a ne? In 22.11. naj bi prišel ven film z naslovom Zapuščam ta svet. Producent in lastnik firme, ki je naredila ta film, sta pa Michelle oziroma Michael, pa ta Obama, ne? Barack pa Michael, Obama tova Pedra, ne? Obama ta Pedra, ne? Jajca, ne? Veš, kaj je bilo vprašanje, koliko jajc ima? No, Barack, Obama, ima oba. Hecam se nima veze. Tudi hec ni tole bil, nekaj sem ga slabo povedal. Je že v redu. Koliko smo skupaj? 21 minut, mater, moram vam še tole dati, kar sem vam pripravil od tehle zapisov. Nekdo je rekel, Matej, drugim kradeš vsebine, pa jih naprej prodajaš, kada so tvoje, ti si en navaden narcis, se je spravil en na YouTubeu nekaj napisati, pa ga čakam, kdaj bo to naredil z imenom in priimkom, ker skrivači delajo iz pozadine, veš, pa ti malo sprobajo ščikant energijo dol, ampak če bi jaz poslušal take telebane, bi nehal, ne? Pa jih ne. Tudi vi ne poslušajte ljudi, ki vam pravijo, česa vi niste sposobni, kaj vi niste in kaj ne morete, ne? Tako da se, še tisti nisem končal Obama, no, skratka, ven naj bi prišel film Zapuščam ta svet. Kdo zapušča ta svet? Leave this world behind, pusti ta svet od zadaj. Kdo zapušča? Ona dva, ali naj bi mi, ali so to njihovi plani, ali se jim končno izrisuje to, da v bistvu bodo priznali sami, da so popušili in da jebite se vsi naši podporniki, mi smo popušili, tako da fuck off. In to bi bil najlepši scenarij, da v bistvu kompleten javni sektor, ki je v bistvu gonilna sila matrice, ostane brez denarja, pa da vidimo, koliko časa bodo še peljali svojo agendo dalje. Skratka, še, da se vrnem še tisto nazaj, ker mislim, da nisem čisto dokončal, da so torej policisti, sodniki, politiki, mediji kršili ustavo, niso opozorili na kršenje, to pomeni, da so še vedno vsi v kaznivem dejanju. Vsi grejo lahko točno na sodišče, ker so v kaznivem dejanju, se zastopimo. Ampak oni delajo, kot da se ni nič zgodilo in njim so šefi tako rekli. Dragi moji, jaz mislim, da je zame, jaz sem včeraj to dohvatil, zame ni policist nobena inštanca in v bistvu se nimamo kaj pogovarjati. Dokler ne rešimo mi njegovih kaznivih dejanj, se z mojimi nimamo kaj pogovarjati, mislim kaznivimi. Če bi imel kak prekršek, mislim, nimamo kaj pregovarjati. Tam voziti si, ti zame lahko slečeš uniforme in greš krompir pobirati, zaradi tega, ker si kršil in ustavo, in kršil si naloge, ki so ti bile zaupane in dane, da jih boš opravljal. In tretje, se delaš neumnega in si v kaznivem dejanju in misliš, da lahko preganjaš mene. Ne bo šlo. Ne bo šlo. V bistvu moraš iti v zapor, ne krompir pobirati. Tako so stvari resne. Zelo so stvari resne. To ni v bistvu hec, boste rekli, ja, no sej, to bi mogel ozavestiti vsak Slovenc, da plačuje policaja, ki dela kaznivo dejanje in te drka za pizda pas. Ne? Kaznivo dejanje ni prekršek, se zastopimo, za kaznivo dejanje se usedeš, za prekršek se ne. In to niso heci, oni mislijo, da so oni vse mogoči, da lahko nas drajsajo medtem, ko oni so osrani. Enako je s sodniki, enako je z tožilci in, ne vem, odvetniki, zakaj se ne pripravijo za resni papirji, ne? Zato, ker se valjda ve, kako stvar funkcionira. In verjetno ne moreš biti v odvetniški zbornici, če nadaljuješ z njimi po njihovih navodilih in narekih. In tako, kot pilot, vsak pilot ve, da je ravna, sam ne sme povedati, ne, mora pač biti tiho o tem, ne govoriti, da nismo bili na Luni, ne govoriti. Noben ni šel na Luno nikoli, priznali so, da so snemali v puščavi, pa priznali so, ki se folk še vedno pregovarja o teh stvareh, jo pa ne, pa so bili na Luni. Če so priznali, da niso bili, pizda, ne me jebat.
Ne, mislim, zakaj tupite tisto, kar so vam prodali, pa so rekli, ja, zlagali smo se, ne, mi bomo uno verjeli, ker ste takrat rekli, da ste se. Je neverjetno, ne, kako ljudem se laž zapičijo, še ven spult ne moreš, ne, mislim, ne da jo prej verjamejo, ker resnico še kim poveš, tist, ki se jim je zlagal, reče, da se jim je zlagal, oni še zmer verjamejo njegovi laži, mislim, hočem reči, tudi spult jo ne moreš ven, ne, mislim, kaki svet, smo mi mislili, da živimo na takem svetu, ne, nismo, ne, ampak dobro, zdaj pa vemo, da to tako je, ok, aha, če pa tako, pa treba malo drugače, no, to je pa tist, kar se pa mi probamo učiti, ne, ok. Sem se ustrašil, sem napačno tipko pritisnil. Čarovnija, o kateri, ki jo iščete, o kateri razmišljate, ta magic znotraj vas se skriva znotraj dela, ki ga zavračate. Delo na sebi, ne? Tisto delo, ki so vam rekli, moraš nekaj na sebi narediti, spremeniti se moraš, da boš se vklopil v to družbo. Oni so to hitro okrog obrnili. Ampak ne gre za to vrstno delo, gre za to, da probate poiskati znotraj sebe mir, tišino in se uležete in dejte se prepustiti toku misli, naj grejo. Zelo pomembno je, da negativnih misli ne držite v sebi. Je pa pol, mislim, da na konc en tak slajd, ja, čisto zadnji bom. Skratka, še nekdo mi je očital, da v bistvu vzamem od drugih vsebino, pa jo prodajam za svojo. Ne? Kako znajo vse narobe obrniti? Jaz vam tele slikice dajem z namenom, ker bi rad rekel, da niso moje besede, nič novega, tudi drugi tako trdijo, da nisem jaz edini, ki nekaj tukaj trdim. Iz tega naslova jih delim, kaj sem še hotel reči? Tak. A ja, no, ob tem pa ne vam povem, da je pa že 52 videov za nami, kjer vam dajem tele slikice zraven, kot sem rekel, z namenom, da vidite, da tudi drugje po svetu ljudje razmišljajo precej podobno, oziroma imamo isto izhodišče in da smo v pravi smeri, da to niso moje izmišljotinke, a ne? Okay. Ja, no, tole je pa slika češnje pri nas na vrtu, včeraj 2. oktober je bil, je pri nas cvetela češnja. Kaj se dogaja? Jaz ne zastopam, ampak nekaj je, ker mislim, da v zgodovini ni bilo glih navadno, da češnja cveti na jesen, kaj ne? Nekaj se mora na energetskem nivoju dogajati, kakorkoli mi obračamo, pa saj narava ne more lagati, tako kot naša intuicija ne laže. Sem poslušamo jo, ne? To je tisti del, ki ga morate na sebi narediti, a ne svojo intuicijo slišati, tam pa se začne pa čarovnija, ker nas pele univerzum tja, kamor nas mora. Fear is their weapon, truth is our. Ne, njihovo orožje je strah, naše orožje je resnica. Živeli so v laži, z lažjo, na način laži, prevare in manipulacije. So nas zavedli, okradli, uničevali in tako, ampak resnica je tista, ki nas bo osvobodila vse skupaj, in na to nas je opozoril že Assange pred mnogo leti, tak je naredil Wikileaks, a ne, tak, ki so ga preganjali, Julian Assange, ki so ga preganjali in preganjali zaradi tega, ker je pač povedal resnico, seveda ubil bi ga, zdaj ga pa ne, in tudi mene ne, in tudi vas ne bojo, če jo bomo govorili, a bo šlo. Zelo pomembno je, da prenašamo resnico v ta svet, ki je poln laži in poln prevar, in vsak glas še kako močno šteje, ok? What they don't tell you is that the more magnetic you become, the stronger your boundaries have to be. Mi smo se mnogo pogovarjali o jasnih mejah, o besedi ne, o tem, da je meja, ki jo postavite, nujno potrebna. Kadar se umirimo in gremo po svojem fokusu, pa bom rekel, ajde, tam z eno besedo se začnemo prebujati, bolj ko se prebujamo, bolj postajamo magnet in privlačni za vse temne entitete, ki bi iz nas rade pile. Zaradi tega je zelo pomembno razumeti, da sem tudi jaz naredil pri sebi mnogo ostrih meja, zaradi tega, ker želijo, ker želijo od mene mnogi
bom rekel, ali pit, ali uničiti, ali zatret in to vse gre preko prevar, zaradi tega je zelo pomembno, da sem jaz sam pri sebi postavil jasne meje. Čakaj, zdaj pa muska je šla, pa ne vem zakaj, samo. Model malo naprej, ne? Model pa malo naprej, se pravi čujem. Skratka, privlačimo in postavljene meje so v tem primeru zelo, zelo, zelo pomembne in morajo biti močne in neprebojne meje. Torej, eno z drugim, bolj ko se prebujate, bolj morate meje postaviti in bolj ko meje postavljate, bolj se prebujate v tem obojnem kontekstu. In vse, kar se sveti, ni zlato, torej ni vse, kar vas kliče, ni namenjeno vam. Gre za prevare, ste magnet za negativne sile. Zastopite to, ker želijo negativci pač piti in vidni smo daleč. Bolj, ker smo prebujeni, bolj nas vidijo, ne? Še tako. Skratka, meje velike, zaradi tega, ker bolj, ker ste prebujeni, bolj ste magnetni za pizdarije sveta. Kot da sem streljal vod, ne, pravijo z Melkov. The calmer you are, the clearer you think. Torej, bolj ko si meren, bolj jasne in čiste pridejo tvoje misli. Zaradi tega se premikaj strateško, ne pa z emocijami. Premikaj se strategijami, ne pa z emocijami. Pa emocije so naši konji, ne? Valjda se z emocijami premikamo, ampak kontrolirano. Ne dovolite, da nekdo v vas sproži neko emocijo in vas zavede s poti, kamor ste vi usmerjeni. A ne? Joj, nov virus prihaja, oni so želeli vaše čustvo strahu, a ne? Ja, bo treba pa jesen pa cepiti, ne? Oni spet želijo vaše čustvo zmest pa ga odpeljati drugam. Še celo pri datumih je precej mogoče, da je to točno to. 4. oktobra pa nekaj bo. Bo. Alo, tukaj noter bodi odlično, če bo, super, da imamo na znanje, ampak tole pa čustveno ne vpliva na mene. Ko bi le se zgodilo jutri nekaj. A se bo, ne vem, ampak jaz sem zdaj čustveno glih tak, kot sem bil prejšnji mesec ali pa tako, kot bom verjetno 3 dni kasneje ali pa en teden kasneje. V bistvu se skozi malo rastemo, zato nočem reči, da bom tak čez eno leto. Ker pred enim letom nisem bil tak. Rastemo, vaš čas, vsak izmed nas raste, vsi smo na poti vzpona, nihče še ni na končni destinaciji, kakorkoli obračamo. Nismo prišli sem zato, da bi služili navidezni denar in da bi služili vladam. Prišli smo sem, da prinesemo nebesa na zemljo. Nebesa, raj, tisto, kar smo, tisto, kar je bil osnovni namen, a smo bili zaspani. Zdaj pa se prebujamo zato, da spoznamo, da v bistvu mi smo magnificent, magic, magična bitja svetlobe, energije, frekvenc, luči. Nas ne vem, kako hočete reči. Nismo prišli sem služiti denar, nismo pač sužnji. Ne. Kdor se zaveda se, kdor pa ne, pa pač je sužen, brez duše, iskre in svetlobe. Tako moramo tudi mogoče razumeti, ne? In na tem svetu nekateri ljudje tako močno lažejo, da če bi jih srečal v peklu, a ne, bi oni rekli, ja, sem tle, veš kaj, enega iščem. Tok so lažnivci, da še v peklu bi se ti zlagali, tok so gnili. Zavedajte se, da to ni nekaj malo ljudi. In precej zanimivo je celo paradoks, kako je lahko človeška duša tako krhla in lomljiva, na drugi strani pa neuničljivo močna v isti sapi. Smo lahko uničeni, smo lomljivi, pa smo neuničljivi. A si vi to predstavljate? Torej, ta moč znotraj nas se mora zbuditi. Meni se je zgodila, ko sem se razpizdil, jaz sem mislil, da bom goro premaknil, res vam povem. In želim, da vsak začuti to veličino znotraj sebe, da reko, Vsej ne veš, kako boš reagiral pol naprej, kako boš deloval, veš pa, da je temu absolutno konec, stop. Ne bo šlo več niti milimeter, kriminalci, lažnivci, primitivci, hinavci, gnide, egoisti, psihopati, sociopati, narcisi, ne vem kaj še vse jim lahko rečemo, ne bodo vodili
našega sveta in nas terali v suženjstvo. A sem bil dosti jasen? Ne? Zdaj mogoče ta video bo pa zbrisan zaradi tega, ker jim pa tole mogoče pa ne bo všeč, da kako misliš, Turšič, valjda lahko psihopati vodijo svet, ne, to pa želiva, to je pa sovražni govor. Mislim, ne morajo nam lagati, a ne? Ne smejo. Ustava je ustava. Ne morajo iti čez njo, ker so jo kršili vsi redom, morajo vsi za zapahe. Vsi. Pa vi veste, kakšna gmota ljudi ima roke od marmelade. Joj. Ampak lej, živimo na istem svetu, ampak ne živimo na isti valovni dolžini. Nismo na isti valovni dolžini, se reče. Ne, eni smo na Radio Slovenija, ena, drugi pa na Val 202. Ne, dve različni valovni dolžini. In sociopati, psihopati so na nizki frekvenciji, mi pa smo na frekvenciji mnogo višje in zaradi tega smo hitrejši, močnejši. Ne bom rekel pametnejši, ampak razgledani zagotovo, imamo več pogledov in se zavedamo veličine iluzije, v kateri smo živeli. Ta naš zajčnik zdaj mi pa že poznamo, pa ako ga branijo z vseh možnih strani, da nimamo prav. Držite distanco od ljudi, ki nikoli ne priznajo svoje krivde in zmeraj vam naredijo občutek, da ste vi krivi čist za vse. Okay? Če ste v bližini ljudi, ki vas krivijo, da ste vi za vse krivi, pa dajte se umakniti, ker niste. Ker res niste, vi boste šli stran, tam problemi bodo še vedno ostali, pa ne zaradi vas. Mislim, da sem vam povedal enkrat vic od nekoga, ki je rekel, humorist, pravi, moja žena pravi, da je depresivna zaradi mene, ampak to ne more biti res, ker na svetu je mnogo depresivnih ljudi, pa me sploh ne poznajo. Torej ne morem biti jaz kriv za depresijo, vzrok depresije. Torej odmaknite se, distanca je ful pomembna. In lej, tale je tudi krasno zapisana. Spoštuj svoje telo, ko te prosi za pauzo. Spoštuj svoje misli, kadar te prosijo za počitek in daj čast samemu sebi, kadar rabiš trenutek izključno za sebe. Cenite svoje telo, cenite svoje misli in cenite samega sebe. Zaradi tega, ker drugi vas ne bodo nikoli cenili tako, kot morate ceniti sebe. Poglejte, še drugač, vsi so vam probali dotumbati, da niste vredni nič in da ste vsega krivi, ker ste pač teleta, zabita, nekaj posebenega, še v ta sistem se ne morete sklopiti, ste čist nesposobni, sploh ne morete v sistemu živeti. Nismo prišli zato, da bomo pomagali živeti, ampak da ga prevrnemo na glavo. In prav je tako. Nikoli nas niso spoštovali, ko smo bili na dnu, ignorirali so nas, ko smo bili tam nekje, bom rekel, v sredini in sovražijo nas, kadar preplezamo na vrh oziroma se dvignemo nad njih. Tako da, kako že, nikoli ne boste ustregli vsem, zato je najboljše, da se koncentriramo in osredotočimo na sebe, sami sebe. In kar dajmo se, pustimo druge na stran, zaradi tega, ker v prvi vrsti smo tako ranjeni, da moramo mi sami sebe reševati, vsak sam sebe pozna, vsak v sebi tudi pozna, kakšen je že način rešitve. Verjetno vam je jasno, da najprej rabite mir, ne? Babica je rekla, počivat, pa bo boljše. V vsakem primeru. No in ta zadnja, ki sem si jo sposodil od Jaka Trevna, ključ, da ujameš sam sebe, ključ do zmage znotraj sebe je, da sam sebe ujameš takoj, ko zaznaš, da razmišljaš negativne misli in jih preklopiš v nekaj, kar ceniš, kar imaš rad. Mi smo imeli že večkrat, naj bo sobota dan brez negativne misli, a ne, kako že brez tehnologije in tako. Mnogo smo se verjetno, upam, da se spomnite, pogovarjali o tem, kako zelo pomembno je, da ne mislimo negativnih misli, torej tistih misli, ki jih ne smemo, ki nas degradirajo, in dajte probati
se ujeti. Ko se ujamete, da mislite nekaj negativnega, dragi moji, ne boste čist nič zmleli, vam garantiram, ker spomnite se, da tudi do zdaj niste nič. Torej, negativno misel nemudoma zamenjate. Jaz jo zamenjam, kako ima mene lučka rada, kako bom jaz ten kruh spekel, kaj si bom pa danes dobrega za kosilo privoščil, kaj si bom skuhal, kaj si bom naredil. Te misli resnično jaz jih ujamem in upoštevam in se mi zdi, da bomo masterizirali šele takrat, ko ne bomo niti dovolili, da se negativna misel sploh sproži. Negativne misli je pa prožil kdo? Pa elita, vlade, sistem, matrica, mediji, pa smo spet pri sodnikih, a veste, koliko let življenja znajo vzeti ti psihopatski sodniki človeku? No, oni vozijo nek postopek svoj leta in leta in leta in leta in te jebejo počas, da ti scuzajo dušo in te frderbajo. Tak primer je imel Pilič in ima, da se tiskaj glaša dobro, da ni končal na psihiatriji, ker verjetno jim je to osnovni cilj, zaradi tega je cajt, da jih ustavimo. Ampak že to, da na glas govorimo o tem, da so vsi v kaznivem dejanju, ker niso delovali ustavno, pa so na javnih mestih, je za mene dovolj velik dokaz, da so vsi za odmik iz svojih funkcij. A se zastopimo zdaj veličine, velikanske? Evo, malo pokontemplirajte sami. To je to, dragi moji. Jaz upam, da ste dobili kakšno iztočnico, da ste uspeli tudi kakšno gobico nabrati, če ne jo še pejte. Jaz sem si skuhal včeraj gobovo mineštro, valjda, in tudi verjetno danes in jutri grem nabirati te prečudovite mushrooms, tam, kjer so smrkci doma v gobicah in gobica je super stvar. Mislim, da je naš pesnik tudi pisal, pa sem pozabil zdaj. A je bil Kosovel? Težke so te gobice, težke v božju mater. Ne vem, če je on jih takrat mnogo nabral, ali so nas z gobami zastrupljali, ali je imel prispodobo strupa. Te pesmi žal še nisem tako obdelal, pa jo mogoče kdaj drugič bom. Skratka, gobice jesen je tu, rdeči oktober, tudi upam, da se jutri kaj zgodi. Vsekakor, karkoli se bo zgodilo, ostanite mirni, strah ni namenjen nam, ker mislim pa se ga že zdaj ne govtate. A ne da ne, uživajte. Čaos!